Dobar dan, lepo zdrav. Danes bi govorili o temi, ki je bila prej predstavljena. Pa ministrica, bomo na vprašanja. Lahko boče prvo na začetek eno izjavico. Eno kratko, potem pa izvolite. Aha, izjavo želite najprej. No, jaz moram povedati, da je zelo pomembno, da imamo v tem trenutku že 4. mednarodno konferenco o izzivih zoperstavljanja terorizmu. Resnica je, da smo želeli to konferenco vedno nekako usmeriti bolj v jugovzhodno Evropo, ker je tudi Slovenija sestavni del tega prostora, ampak dejstvo je, da pri terorizmu stvari ne moreš omejevati ne na regije, ne na države in da ga je treba gledati kot globalni fenomen. Zato ocenjujem, da je zelo pomembno, ker imamo med udeleženci konference ljudi iz dobesedno vseh koncev sveta, iz različnih držav, 26 držav je tukaj zastopanih preko svojih različnih vrst strokovnjakov. Imamo tudi strokovnjake iz 4 mednarodnih organizacij in jaz pričakujem, da v 3 dnevih dela bodo naši udeleženci zagotovo prispevali še veliko novih spoznanj že k tistemu, kar so napisali v svojih pisnih izdelkih, v referatih za to konferenco, in v diskusiji bodo zagotovo prispevali še nova in nova spoznanja, ki jih danes potrebujemo. In sicer zato, da bi ljudi pripravili na to, kaj pravzaprav terorizem danes pomeni. Nemogoče je v družbi, ki je polna presenečenj in kjer smo vsak dan soočeni z novimi in z novimi nevarnostmi, ljudi opozarjati na nevarnost, ki je pravzaprav tu, preteča, vendar ne vemo, kako naj jo pričakujemo in ne vemo, odkot naj jo pričakujemo. Zato pričakujem jaz osebno, da bodo naši udeleženci morda razmislili tudi prav o tem medijskem pristopu, o pristopu k javnosti in kako povedati, da smo pravzaprav ogroženi. Seveda smo tudi pripravljeni, tudi nikoli ne moramo biti 100% pripravljeni na presenečenja, ki nas lahko doletijo, ko gre za različna teroristična dejanja. In strokovne ugotovitve doslej kažejo na to, da je vsako teroristično dejanje per se, torej novo in novo presenečenje. Poslednja tema bo, lahko rečemo, tudi kritična infrastruktura. Katera je tista kritična infrastruktura? Se lahko tukaj razvijete? Ja, na ravni Evropske unije imamo že opredeljeno definicijo kritične infrastrukture. Opredeljenih je 12 področij, od tega za 3 že obstajajo različne uredbe, konvencije in direktive. Kar se tiče Slovenije, nimamo še dokončno narejene, dokončane uredbe, ki bi določila natančno, kaj vse je tu kritična infrastruktura. Izhajali pa bomo najprej iz evropskih podlag, se pravi, da bomo kot kritično infrastrukturo opredelili vse tiste naše železnice, ceste, avtoceste, nuklearko v Krškem, elektrodistribucijske sisteme, računalniške sisteme, bančne, finančne sisteme, ki so tako velikega pomena, da vsak napad na te sisteme, bodi si samo na del tega sistema, povzroči že izpad delovanja veliko različnih služb v državi. In varovanje te kritične infrastrukture je komplicirano v tem smislu, da je treba v bistvu združiti napore čisto vseh agencij, če tako rečemo, v državi in izven države, ki so sposobne vsaka sa svojega vidika skrbeti za varnost, denimo, če se zadržimo samo pri nuklearki v Krškem ali pa pri nekem velikem železniškem sistemu. Včasih je teh agencij, teh dejavnikov toliko, da pridemo v težavo pri koordinaciji njihovega delovanja. Mi to koordinacijo urimo v različnih drugih postopkih v državi. In sicer tako, da, naprimer, kot ste videli pred kratkim, urimo koordinacijo med vojaškimi in policijskimi silami, ko bi šlo morebiti za teroristični napad iz zraka, z letalom. Urimo tudi sile obeh inštitucij, torej vojske in policije, za skupen odgovor v primerih, ko bi prišlo do kakšne velike naravne nesreče. Ampak pomisliti, biti tako ustvarjalen, da lahko pomisliš, kaj vse bi lahko bili teroristični napadi na sisteme, od katerih smo življenjsko odvisni, biti tako zelo ustvarjalen je danes težko.
ker toliko neke te, lahko rečemo, osebne pokvarjenosti ljudje v svojem vsakdanjem razmišljanju nimamo. Nažalost se je treba pri terorističnih napadih pripraviti prav na to. Pomisliti iz najgrših možnih perspektiv, kaj je tisto, kar bo lahko ogroženo, kaj je tisto, od česar smo življenjsko odvisni in kako bi lahko bilo ogroženo. Tu se trudimo z delom res različnih inštitucij. Pripričana pa sem, da bo treba veliko narediti še v prihodnosti. Imamo narejeno kako oceno tveganja? Imamo različne ocene ogroženosti, zlasti tiste ocene, ki smo jih izdelali preden je nastala resolucija o strategiji nacionalne varnosti. Ta je bila tudi sprejeta v parlamentu leta 2009 in tu izhajamo iz ocen, ki so tako širšega evropskega in tudi NATO značaja in jih dopolnjujemo z svojimi lastnimi ocenami. Ampak tako kot pri naravnih nesrečah, ta ocena v bistvu ni nikoli končana. Tudi ko gre za vprašanje terorističnih napadov, se ocena ogroženosti izdeluje v obveščevalnih službah dobesedno na mesečni ravni in približno na pol leta se ta ocena tudi dopolnjuje in se z njo seznanja vlado, predsednika republike in tudi različne ključne inštitucije v državi, ki morajo vedeti, kako se zadeve spreminjajo na tem področju. Skratka, ocena je, dopolnjuje se, rečeno, potrebujete se pa še zelo veliko znanja. In to znanja iz akademskega prostora, znanja operativcev, znanja strokovnjakov, da bi mogoče se vendarle še bolj primerno in še bolj dobro pripravili v prihodnosti. To, kar nas ves čas bega, je, da četudi so inštitucije dobro pripravljene na zoperstavljanje terorizmu, mi, ljudje, državljani, nismo nikoli dovolj pripravljeni. Mi smo vedno prizadeti in presenečeni.